Štajer dobila podporo, finančno podporo Evropske skupnosti in smo sodelovali v tem pripravljalnem programu za kulturo 2000. Potem smo dobili naslednji projekt leta 2001, triletni projekt, v okviru katerega smo pripravili projekt Art Nouveau in Progress. Potem smo leta 2005 do 2008 sodelovali še enkrat v programu Kultura 2000 projekta Art Nouveau in družba. Mi smo zdaj lanskega leta kandidirali za projekt Kultura 2007-2013 za večletni projekt na temo Art Nouveau in narava. Ampak kljub temu, da imamo pravzaprav že neke kilometrine za sabo, da smo imeli zelo veliko uspešnih akcij in da imamo zelo veliko stvari za pokazati, v bistvu tega projekta nismo dobili. Iz tega projekta in iz ljudmi, ki so se poznali, je prišlo novo povabilo za sodelovanje za nov projekt za Human Cities, ko je iz Brusla prišla pošta do Brede za sodelovanje na tem projektu in je Breda predala projekt ekipi iz Urbanističnega inštituta, ker smo kot zanesljiv partner in imamo smo strokovno podkovani za vsebino, ki se bi dogajala na tem projektu. Na inštitutu smo že razvijali neke metode za preverjanje oziroma za sledenje dogajanju v javnih prostorih in pa temu, kako ljudje javne prostore doživljajo in jih potem posledično uporabljajo. In v bistvu bomo te metode skozi projekt razvijali naprej, hkrati pa skušamo skozi ta evropski projekt povezovati z drugimi vidiki in s tem dosegati neko dodano vrednost. Projekt Humanities se posveti pravzaprav problematiki javnih prostorov. Vezan je v bistvu na kulturo bivanja, oziroma na javne prostore v mestih, skozi katere se raven kulture bivanja pač odraža. Ima koordinatorja iz Brusla, to je La Cambra Architecture, skupaj v sodelovanju s svetovalno agencijo, ki je pravzaprav tudi bil glavni pri postopku prijavljanja projekta. Vrednost projekta je malo manj kot 400.000 evrov, na inštitut je 44.000 evrov. Ekipa je interdisciplinarna, kot vidite smo v ekipi 4 podekipe. Bruselj se osredotoča predvsem bolj na te umetniške vidike oziroma na to, kako je oblikovana javna oprema oziroma ulično pohištvo. Potem raziskovalce iz Milana bolj zanima, kako oblikovanost in urejenost javnih prostorov spodbuja nove socialne mreže v mestih. Ekspertiza Glasgowa je v bistvu v izobraževalnih in pedagoških dejavnostih. Ljubljana je po tem projektu znanstveno-raziskovalni partner. Vodilo projekta je izmenjava znanj in izkušenj na področju teh dinamik v javnih prostorih in njihovem vzajemnem odnosu do oblikovanja prostora in mesta kot celota. Organizirane bodo 4 tematske delavnice. Kot rezultat teh delavnic bo izšla ob koncu projekta neka publikacija. Celoten projekt se bo pa zaključil z sklepnim kolokvijem oziroma prvim tako imenovanim Human Cities festivalom v Bruslju. In kot je rekla Viba, je namen ta, da se iz tega festivala razvije dogodek, ki bi se na 2 leti dogajal v Bruslju in te teme vedno znova obravnavali. O sami komunikaciji med partnerji bi rekel, da ker smo si razdelili tudi strokovne teme, načeloma poteka z vsakim nosilcem posamezne teme, za vsa vsebinska vprašanja. Seveda za te finančne zadeve in vse nejasnosti, ki se po raznih poročanjih pojavljajo, se pa obračamo direktno na vodilnega partnerja.